Pozdravljeni v novi oddaji Q&A. Danes bom nekaj več povedal o nevropatski bolečini in kako jo lahko razumete iz perspektive AIQ metode in kako vam lahko pa to razumevanje pomaga pri uporabi AIQ metode za zmanjševanje te težave oziroma tega stanja. Nevropatska bolečina je intenzivna in dolgotrajna bolečina, ki pogosto onemogoča normalno življenje bolnika. To je uradna definicija. Glavne značilnosti nevropatske bolečine so huda in dolgotrajna bolečina, pojavlja se v sunkih ali valovih, simptomi se pogosto stopnjujejo ponoči, kar povzroča težave s spanjem. Pogosto so prisotni depresija in tesnoba. Možni vzroki so sladkorna bolezen. V bistvu 25% bolnikov s kronično nevropatijo ima tudi sladkorno bolezen. Poškodbe živcev zaradi nesreč ali operacij, okužbe, še posebej je recimo pasavec pogost v tej kombinaciji. Poškodbe osrednjega živčevja zaradi možganske kapi, multiple skleroze, rak in njegovo zdravljenje, kemoterapija, obsevanje. Ostalo je pa še, da nevropatska bolečina prizadene med 7 in 10% odraslih ljudi in pojavi se lahko tedne, mesece ali leta po poškodbi in redko izgine samo od sebe. Zdaj, če to pogledamo skozi AIQ metodo in principe, logiko, zakonitosti, po katerih AIQ metoda gleda na dogajanje v človeku in okoli človeka, lahko pridemo do zaključka ali pa ugotovitve osnovne, da je nevropatska bolečina posledica potrebe po ohranitvi kronične nemoči. Se pravi, nemoč v tem kontekstu pomeni, da se oseba v določeni vlogi, v določeni družbi, v določenem okolju ne počuti dobro, jo stvari motijo, ovirajo, ogrožajo ali omejujejo, kar samo po sebi pomeni, da se ustvarja stres, da se ustvarja pritisk na njo, se pravi, da okolje na njo pritiska na tak ali drugačen način, ali pa da jo okolje ne pritiska dovolj na njo, s tem ta pritisk lahko dojamemo kot podporo, zaupanje, zaščito, občutek, da nisi sam, da lahko nekomu zaupaš, da je nekomu mar zate. Ker seveda je kar oboje tako previsok zunanji pritisk. Recimo, imel sem primer stranke, ko je babica ni mogla imeti sina, potem tudi njena hčerka, se pravi mama od te stranke, ki je bila pri meni, ni mogla imeti sina in je pol ona pa rodila sina in je seveda bil pritisk, pričakovanje, veselje, zadovoljstvo ali pa da se je končno izpolnila ta želja, da imajo sina, bila zelo velika, ker je seveda ustvaril zelo močen pritisk na tega otroka in je pa prišlo do hipotoničnosti ali pa do šibkosti leve strani telesa. To je recimo primer prevelikega zunanjega pritiska, recimo tipičen primer, da je pa zunanjega pritiska premalo ali pa podpore iz strani, premalo je pa recimo ločitev očeta in mame, oče odide iz življenja otroka in tak otrok recimo potem pogosto razvije, da je obrnjen v desno, da dejansko dobi nepravilno držo, ker dejansko na desni strani, na kateri bi mogel čutiti prisotnost očeta, ničesar ni, je vakuum, ali pa tam recimo to praznino zapolni dedek ali pa brat ali pa nekdo drug, očim in podobno, samo ni isto in pa dobimo različne pritiske. Ampak v obeh primerih oziroma pri nevropatski bolečini pride do tega, da je ta nezmožnost reševanja
problemov, nezmožnost vplivanja na tisto, kar nas moti, ovira, ogroža ali omejuje, kronična, je ta nemoč kronična in tako stanje v okolju seveda vpliva na to, da se v telesu dviguje napetost, da imamo vedno večjo notranjo napetost, ki je nujna, če želimo vplivati na okolje, da se tisto, kar nas v okolju moti, ovira, ogroža ali omejuje, spremeni, odpravi ali saj zmanjša, ali pa da mi gremo iz tega okolja stran, ker če hočemo zapustiti okolje, v katerem se ne počutimo dobro, ali pa da recimo tem, da to okolje ni zdravo, moramo seveda imeti določeno energijo, za kar pa potrebujemo notranjo napetost. In zdaj, če tega ni, če tega dejanja ni, če napetost obstaja, ni pa pol dejanja, s katerim bi lahko dejansko to, kar nas moti, ovira, ogroža ali omejuje, urejevali, se mora potem ta napetost, ki je v telesu, spremeniti v neko drugo obliko, ker ne more neskončno ostati v enaki napetosti, zato ker pa to v bistvu ustvarja okolje kronično visokega pritiska znotraj telesa, kar pa seveda za sabo potegne cel kup zdravstvenih težav, slabega počutja in podobno. In v takih primerih se potem zaradi kronično visokega notranjega pritiska se tudi razvijajo, kot so sladkorne bolezni, različne kronične okužbe, rak in podobno. O tem lahko zveste več na drugih Q&A-jih, kjer sem v bistvu odgovarjal kako AIQ razume taka stanja, pa boste lahko tudi videli to povezavo. In zdaj, če recimo sladkorna bolezen, ki je že sama po sebi narejena za to, da vam zmanjša, da tistem, ki ima sladkorno, zmanjša količino energije, ki jo ima na razpolago, zato da bi urejeval tisto, kar ni v redu. Če že to ni dovolj, je pa da se okolje zaradi kronične nemoči, kar je pa pri osebi, ki ima diabetes, recimo še samo po sebi večja, ker je odvisen od inzulina, od drugih ljudi, je manj učinkovito v reševanju problemov, ker ima kroničen problem pri samem sebi. Seveda pride potem lahko do tega, da ga stvari kljub vsemu še vedno motijo, ovirajo, ogrožajo, omejujejo, zaradi napredka medicine, inzulina in vseh teh načinov, kako lahko diabetik danes kljub diabetesu živi normalno življenje, pa seveda pride do tega, da se mu začne vračati moč, da ima spet vedno višjo notranjo napetost in seveda potem mora priti še na nekem drugem nivoju do procesov, ki ga držijo v nemoči, ki mu onemogočajo normalno življenje bolnika, ker recimo če gledamo na to stanje skozi AIQ očala, je za mene ta drug del stavka, kaj je nevropatska bolečina, se pravi, da je intenzivna in dolgotrajna bolečina, ki pogosto onemogoča normalno življenje bolnika. Pomemben v tej meri, ker da videti, da taka oseba ni imela normalno življenje že pred samo boleznijo in tako nenormalno življenje pred nevropatsko bolečino seveda potem tudi pomaga, da s to bolečino oseba, recimo tem, še utrdi, ojača, uzakoni, da ne more imeti normalno življenje, samo da potem lažje najde razlog za nenormalno življenje v nevropatski bolečini. Če pa nevropatske bolečine ne bi bilo, bi pa mogoče našla razlog za nenormalno življenje v določeni osebnostni značilnosti, značajski značilnosti, da je takšna ali pa drugačna, da ima takšno osebnost, da živi v takem okolju, v katerem so takšni odnosi, in takrat bi bilo pa seveda dosti bolj zahtevno, ker bi spoznala, da bi morala ona sama po pomoči določenih drugih ljudi vzeti stvari v svoje roke in poskrbeti za to, da njeno življenje ni več nenormalno in da si omogoči normalno življenje. In seveda bi potem z vplivom na tisto, kar jo moti, ovira, ogroža in omejuje, energijo, napetost, ki jo ima v telesu, namenjeno točno za te stvari, za urejevanje problemov, uporablja za urejevanje problemov in bi imela vedno bolj normalno življenje in skozi normalno življenje bi bilo potem pa tudi
nesmiselno razviti nevropatsko bolečino, ki onemogoča normalno življenje, ker si ga je že sama omogočila. Tako da enako velja, če razmišljamo, sladkorna bolezen, kaj se zgodi, nam onemogoča normalno življenje in ga samo s pomočjo tehnologije, razvoja medicine in znanosti, ki je našla rešitve za inzulin, skozi inzulin našla rešitve za to, da to bolezen lahko zdravijo. Če gledamo poškodbe, nesreče, operacije, onemogočajo normalno življenje, okužbe onemogočajo normalno življenje, poškodbe osrednjega živčevja, možganska kap, multipla, spet onemogoča normalno življenje, rak, zdravljenje raka onemogoča normalno življenje, tukaj je bila daljša recimo dializa in podobne stvari. Zato je tudi pristop AIQ-ja, oziroma če uporabite AIQ učitelje za to, da se učite potrebne stvari, kako da lahko postopoma pozitivno vplivate na jakost, pogostost in obliko nevropatske bolečine, usmerjeno v proces dviganja čustvene zrelosti. Sestavni del tega procesa je nižanje senzorno-motorne amnezije skozi vaje in aktivne protokole. Pri učiteljih 3. ali pa 4. stopnje, vaje se lahko učite pa tudi seveda pri učiteljih nižje stopnje in kombinirate eno in drugo. In skozi nižanje senzorno-motorne amnezije in višanje čustvene zrelosti vedno bolj jasno čutite, kaj vam onemogoča normalno življenje, razen bolezni. In pa vedno bolj opazite, kje imate premočne meje, kje nimate mej, kje dejansko, kdo in kaj vas je in vas še vedno drži v kronični nemoči. In skozi nižjo SMA pa višjo čustveno zrelost lahko zavestno te kronične vzorce, zaradi katerih ste v kronični nemoči, ki vam onemogočajo normalno življenje, vedno bolj spreminjate svoje vedenje, svoje odnose, svoje vplive in počasi ustvarjate pogoje za bolj normalno življenje, kar pomeni, da imate v notranjosti telesa vedno manjšo povprečno napetost in ta nižja, kot pa je povprečna napetost, manjši izvor energije za bolečino, katerokoli, in seveda s tem se lahko tudi pozitivno vpliva na nevropatsko bolečino, ker v bistvu na ta način vedno manj uporabljate podedovano nemoč, ker običajno ta nemoč ni razvita pri vas kot prvemu, ampak je v bistvu podedovana od staršev, ki so bili nemočni, samo mogoče na drugih področjih življenja zaradi drugačnih okoliščin kot vi, ampak je ta vzorec ne morem, ne smem, ne znam, ni mi dano, ne zaslužim si, ni mi usojeno, prenaša se iz enega roda na drug rod in nerodno pri tem prenosu je pa še to, da se ta občutek nemoči pri vsakem rodu, ki to ne ureja, poveča in seveda se potem to povečana nemoč za sabo potegne pa tudi povečane težave v obliki kroničnih stanj, težav, bolečin in bolezni. In skozi to razlago upam, da vam bo malo bolj jasno, kako se da z AIQ-jem vplivati na to, da se odpravljajo, seveda počasi, ker to traja dlje časa, zaradi tega, ker iz take nemoči, sploh če je večgeneracijska, je nemogoče priti v enem mesecu ali pa v 3 mesecih, ampak to zahteva konsistentno delo na odpravi, na nižanju senzorno-motorne amnezije in višanju čustvene zrelosti ter počasno razumevanje celotnega procesa, za kar so tukaj AIQ učitelji, da vam to iz lastnih izkušenj razložijo. Ampak se da pol kar konkretno vplivati ne samo na nevropatsko bolečino, ampak tudi na marsikatero drugo stanje. Seveda pa, če so stvari šle že predaleč in ni možno strukturo spremeniti nazaj, da bi bila normalna funkcija, tukaj tudi AIQ pol ne more pomagati, lahko pa olajša ali pa delno izboljša stanje, dostikrat je že to zelo veliko. Toliko za danes, pa hvala lepa in lep pozdrav naslednji teden.